Pripravljen je predlog proračuna za leto 2014. Predlog, ki smo ga pripravili s strokovnimi sodelavci občinske uprave. Na začetku bi se vam rada zahvalila za vse vaše predloge, ki ste nam jih posredovali na našo zaprosilo. Mi smo poskušali čim več vaših predlogov tudi upoštevati, kar ste najbrž tudi razbrali iz predloga proračuna za leto 2014. Gre za leto, s katerim zaključujemo našo mandatno obdobje, zato mi dovolite, da bom malo na širše, upam, da ne bom preveč monotona, malo na širše predstavila, kaj nam je uspelo doseči in kaj po našem predlogu, seveda, ki je plod našega skupnega dela, želimo izpolniti tudi še v letu 2014. Za začetek bi samo rada rekla, da sem vam hvaležna, da nam je uspelo toliko stvari izpeljati in upam, da bo tudi razprava o predlogu konstruktivno tekla, da bomo seveda lahko vsebinsko razpravljali in čim prej prišli do tega pomembnega strateškega dokumenta, ki je dejansko dokument za izpolnitev tistega, kar rabijo naše občanke in občani. Katera izhodišča so bila tista, ki so nas vodila pri pripravi predloga za leto 2014? Kot prvo bi izpostavila strateško načrtovanje. Skozi leto, skozi mandatno obdobje se zgodi veliko novih dejstev, na podlagi katerih poskušaš prilagajati situacijo in poskušaš pridobiti čim več sredstev, da lahko lastna sredstva oplemenitiš in izvedeš čim več investicij. Kot vsako leto poudarjam, smo si na nek način želeli izboriti to, da bi se krajevne skupnosti enakomerno razvijale. In kot bo kasneje podrobneje predstavljeno, se je v vsaki krajevni skupnosti nekaj zgodilo, v nekaterih večje investicije, v nekaterih manjše investicije, seveda upoštevajoč dejstvo, da smo kot prioritete zasledovali oskrbo s pitno vodo in pa izgradnjo kanalizacijskih omrežij, zato ker nas vežejo določeni predpisi, državne uredbe in tako naprej, predvsem na aglomeracijskih območjih. Ta 3 leta smo veliko investicij in nismo posegli po zadolževanju. Poskušali smo delati čim bolj strokovno in sledili temu, da smo bili likvidni. In jaz mislim, da se tudi vi veselite z mano podatka, da je občina Ljutomer ves čas, razen takrat, ko smo prevzeli mandat, bila likvidna. Naj malo spomnim, leto 2010, ko smo prevzeli mandat, je bila občina nelikvidna in smo bili prisiljeni vzeti kratkoročni likvidnostni kredit, da smo lahko izplačali plače v vrtcih, šolah in tako naprej. Trenutno poslujemo dobro, pozitivno in mislim, da je to dober podatek glede na razmere drugih občin v Sloveniji. Ves čas smo govorili in tudi mislim, da je tako v redu, ohranjamo raven storitev za občane. Od subvencij do raznih pomoči ohranjamo na istem nivoju, čeprav je prišlo do nekaterih zelo velikih sprememb, zlasti s poudarkom na tistih stvareh, ki se tičejo financiranja strani države. O tem bom povedala nekoliko več pozneje. In sledili smo ciljem, da tisto, kar smo v predvolilnem času obljubljali, poskušamo približati se temu, da na koncu 2014. leta oziroma pred zaključkom mandata položimo račune in pod črto potegnjeno povemo ljudem, kaj smo uspeli realizirati, kaj nismo uspeli realizirati in kar nismo, mislim, da smo ogromno, zakaj nismo. Ker mislim, da so ljudje tudi
to upravičeni, da vejo, saj ne nazadnje pobiramo davščine in tako naprej in si zaslužijo, da se določene stvari, ki jih obljubljamo, tudi držimo besedo. Naredili smo v tem času tudi veliko razvojnih načrtov, nekatere smo uspeli speljati v življenje, nekatere žal niso dobili podpore, za kar je meni sicer žal, vendar življenje teče naprej. Do sedaj v 3 letih, mislim, da je zelo pomemben podatek, smo naredili oziroma realizirali za 11,5 milijonov investicij. Ponavljam, 11,5 milijona investicij, brez kreditov, brez zadolževanja. Upam, da vam ta podatek nekaj pove. To pomeni, da smo združili moči in smo tudi marsikaj skupaj naredili. 11,5 milijonov ni malo denarja. In to je bilo financirano za naše ljudi oziroma za nas vse, občanke in občane občine Ljutomer. Obljube so eno in večina, kot sem dejala, obljub je bilo realiziranih, kar bo kasneje povedano. So pa situacija, hvala Bogu, nanesla, da smo lahko tudi naredili kar več, kot pa smo obljubljali. In če vas spomnim, kljub temu, da je država dala manj denarja, da smo tudi v prvem letu s sklepom občinskega sveta znižali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ker smo šli nasproti ljudem, da ne bodo tako obremenjeni in tudi gospodarskim družbam, se na ta račun, mislim, da je bila dobra poteza, ampak se je v proračun tudi steklo za 330 000 evrov manj denarja. Ampak smo šli pogumno naprej. In če vas spomnim nazaj, povabim vas, da pogledate tudi slajde, smo prevzeli takrat na začetku odprtih terjatev 600 000 evrov. To ni bilo enostavno, verjamete. Eno leto so trkale na vrata firme, ki jim je bila občina Ljutomer dolžna, ampak smo poravnali. In zadnji 2 leti, eno leto smo poravnavali obveznosti, zato se je tudi v prvem letu zgodilo manj investicij. V naslednjih 2 letih, mislim, da niste slišali, da bi občina en dan bila komu dolžna. Občina sproti v zakonskem roku poravnava vse obveznosti do zavodov, do gospodarskih družb, zato, ker ne želimo ogrožati delovnih mest. In tu mislim, da je zelo pomembno poudariti. In tudi letošnje leto zaključujemo z pozitivnim poslovanjem v višini 724 000 evrov. To je velik denar. Pa bi mogoče marsikdo rekel, zakaj pa niste tega porabili. Če se spomnite razprave preteklih let, ja, fiktivno planirate kapitalske prihodke, ne vem kaj vse drugo. Glejte, razlika prejšnjega in zdajšnjega mandata bi jo rada ponazorila. Plan je eno, oziroma potrjen proračun, in lahko delaš vse, vendar če ni prihodkov, potem tudi ne povzročajo odhodkov. Do konca leta še imamo odprte obveznosti, ki bi jih radi v zakonskem roku poravnali. Po drugi strani, če ni priliva kapitalskih prihodkov, potem tudi ne gremo v javno naročilo za določene investicije. In če ste podrobno proučili predlog proračuna, boste lahko ugotovili, da določene investicije nismo realizirali v letu 2013, bom povedala zakaj pri posameznih investicijah, ampak jih tudi prenašamo v naslednjem letu. Zakaj? Oprostite, jaz ne bom tako poslovala. Če ni prihodka, ne moremo delati odhodka. Tudi doma je tako. Pričakuješ prihodek, pa ga ni, si ne moreš zgraditi prizidka ali ne vem kaj. Kaj imaš pač v planu? In kot sem rekla, čeprav smo naredili za 11,5 milijona evrov investicij, se nismo zadolževali.
V prejšnjem mandatu ni bilo tako. Verjamem, je bilo investicij kar veliko, ampak vse večje investicije so se zgodile z zadolževanjem. In naj malo spomnim, tisti, ki ste sedeli v prejšnjem mandatu in tistim, ki ni znano ta podatek, se je v prejšnjem mandatu zadolžilo za približno 8,6 milijona evrov. Mi v 3 letih nič evrov. To je bilo, seveda se plačuje, to so bili dolgoročni krediti za kopališče, za šolo v Stročji vasi in pa finančni najem Šic. In jaz mislim, da je zadolževanje smiselno oziroma se je pametno zadolžiti, predvsem za tiste projekte, kjer pričakuješ delež nepovratnih sredstev. In v prejšnjem mandatu kredit ni bil vzet za projekte, ki bi prinašali nepovratna sredstva. Potem bi rada tudi izpostavila primerjavo, kar se tiče stroškov delovanja občinske uprave. To zelo pogosto slišim in tudi sem slišala razprave nisem sicer bila prisotna na odborih, vendar slišim tako in bi rada tudi na tem mestu pojasnila, kar se tiče stroškov uprave. Jaz se moram zahvaliti mojim sodelavcem, čeprav nas je manj, 4 so manj zaposleni, vendar so stroški uprave, da boste videli primerjavo, v letu 2009, se pravi v prejšnjem mandatu znašali 612.251, sedaj so stroški uprave po predlogu proračuna za leto 2014, se opravičujem, tu je narobe, 533.870 evrov. Se pomeni, da smo tudi znižali stroške uprave in z manj ljudmi dosegamo lepe rezultate. In zakaj se jim zahvaljujem? Zaradi tega, ker so tudi veliko prispevali k temu, da smo pridobili ogromni delež nepovratnih sredstev in ogromno prijav je bilo tudi pripravljenih s strani sodelavcev. V tem času nismo povišali cen storitev za občane, niti nismo zmanjšali storitev in pravic. Ohranjamo na istem nivoju, tako kot je bilo v preteklih letih, od razlike v plačilu vrtcev, šolskih prevozov in tako naprej. In od davčnih prihodkov, ki jih dobimo v proračun na letnem nivoju, to je 7,58 milijona evrov, zagotavljamo oziroma po predlogu proračuna predlagamo 3,39 milijonov evrov za pomoč občanov. In pa ne znižujemo sredstev za delovanje društev, ki jih na letni ravni predlagamo v višini 336.000 evrov. In kot sem že dejala, vse skozi se prilagajamo na nove okoliščine. Omenila sem, da dobimo manj denarja v proračun strani države. Zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker želim, da imate tudi realno sliko o tem, da takrat, ko smo obljubljali, smo imeli drugačne številke v mislih, sedaj pa so se okoliščine spremenile in je tudi treba za njimi računati. Tukaj imate na slajdu pregled po letih, koliko manj sredstev na račun primerne porabe je dobila občina v letu 2012, 13, 14 in tako naprej. Skupni znesek je to 230.000 evrov manj. In ko tako človek razmišlja po kmečki logiki, bi lahko rekel, ja, to pa je ena cesta tam v Mali Nedelji, gladko, tisto, kar si obljubljal. In zdaj žal moraš reči, ja, zdaj pa je malo težje. Kot sem omenila, smo znižali nadomestilo in zelo obremenjujoča okoliščina je tudi sprejet zakon o davku na nepremičnine, kjer gre tudi za obdavčitev nepremičnin, ki so v lasti občine Ljutomer, in tukaj je naša finančna služba na nek način pripravila izračun, na osnovi katerega bo občina Ljutomer prikrajšana za približno 180.000 evrov. Tudi na področju
21. člena Zakona o financiranju občin se pričakujejo spremembe. Tukaj me gospod lahko pravi 2% manj, mene skrbi, da še bo manj, da se govori, da bi naj po 21. členu Zakona o financiranju občin celo dobili 50% manj sredstev, kot smo jih dobili v letošnjem letu. To je nekje, mislim, da 360 tisoč na polovico. In če skupaj seštejemo vse to, kar sem omenila, je to približno 450 tisoč evrov manj, kar smo dobili manj denarja v primerjavi z letom recimo 2010. To je velika številka, najbrž se boste z mano strinjali. Sedaj bom malo predstavila prihodke. Proračun je predlagan tako, da prikazujemo prihodke v višini 22 milijonov 211 tisoč 966, davčni prihodki 7 milijonov 858 tisoč 273, nedavčni 1 milijon 719 tisoč 097, kapitalski 1 milijon 609 tisoč 950 in pa prejete donacije 31 tisoč 78 ter transferni prihodki v višini 10 milijonov 993 568. Tu imamo strukturo prihodkov. Največ je seveda transfernih prihodkov v višini 49%, davčnih 35% in tako naprej. Odhodki. Tekoči odhodki v višini 3 milijone 91 tisoč 815, tekoči transferi 4 milijona 645 453, investicijski odhodki v višini 15 milijonov 928 tisoč 988, investicijski transferi, kot so vzdrževanje in tako naprej 309 tisoč 150 oziroma skupaj odhodki 23 milijonov 975 tisoč 406. Pri strukturi odhodkov vidimo, da največ gre za investicijske odhodke, torej pripravljen je predlog, ki je investicijsko naravnan v višini 66,4%. Prej sem omenila pomoč občanom, mogoče nekatere številke, ki predstavljajo pomoč občanom. Razlika v ceni vrtcev je recimo 1 milijon 650 tisoč, to nam iz leta v leto narašča, zato ker starši pač nimajo možnosti plačevati polne cene. Oskrba v domovih 450 tisoč, šolski prevozi 250, subvencije stanarin, se pravi tisti, ki so v socialnih stanovanjih oziroma neprofitnih stanovanjih 61 tisoč, socialne pomoči, se pravi tiste, kjer dobijo na podlagi odločbe Centra socialno delo 19 tisoč 500, potem nagrade študentom 25 tisoč, darilo ob rojstvu otroka 13 tisoč, družinski pomočnik 81 tisoč 500, štipendije 12 tisoč 530 in pa zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 98 tisoč. Skupaj nekaj več kot 2 milijona 660 tisoč. Potem pa so še tukaj subvencije, ki se tičejo gospodarskih javnih služb, to je pri odvajanju odpadnih voda 258 tisoč 420, čiščenje odpadnih voda 102 tisoč 930, imamo pa tudi izkazan negativni poslovni izid za oskrbo z vodo v letu 2013 v višini 1095 evrov. To so subvencije, če ne bi bile v predlogu proračuna, pomeni, da bi se nekatere storitve za naše občane zvišale. Ampak mislim, da ni čas, da bi mi to predlagali. Tako kot lani smo tudi letos predlagali sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini, lani je bilo to 20 tisoč, letos 30 tisoč. Tako da je teh subvencij glede gospodarskih javnih služb in pa pomoč gospodarstvu 392 tisoč 445 v seštevku. Omenili smo tudi sofinanciranje društev, tu mogoče ne bi toliko podrobnosti. Pri tekočih odhodkih, to so predvsem odhodki za plače v višini 25,2%, potem prispevki delodajalcev za socialno varnost 3,6%, izdatki za blago in storitve 58, in pa potem še nam ostane obresti pa rezerve.
Če se malo ustavim pri investicijskih odhodkih, rekla sem, da so planirani v višini nekaj več kot 16 milijonov evrov. Tukaj dobimo iz državnega proračuna po predlogu za 2014 za projekte, ki so predvideni za izvedbo nekaj več kot 2 milijona evrov, proračun Evropske unije nekaj več kot 8,6 milijona evrov, občina pa pri tem mora zagotoviti sredstva v višini 5 milijonov 600 tisoč, se pravi, tukaj so notri davki na nepremičnine, okoljska datev, najemnine, komunalni prispevek, kapitalski prihodki in pa predvideno dolgoročno zadolževanje, o čemer bom kasneje malo več povedala, oziroma to je skupaj, kar se tiče občine, 5 milijonov 613 tisoč 070. Kam vlagamo in kam smo vlagali? Večkrat poudarjam enakomeren razvoj po krajevnih skupnostih, seveda vlagamo po krajevnih skupnosti, nekateri projekti pa so takšni, ki so skupnega pomena, se pravi za vse občanke in občane oziroma krajane in krajanke vseh krajevnih skupnosti. Najprej bi se ustavila pri krajevni skupnosti Ljutomer. Kot prvo pri Mrliški Vežici v Ljutomeru. Kot veste, je tukaj bil sprejet sklep v prejšnjem mandatu, da se določena sredstva, ki so zbrana iz naslova nadomestila, namenijo za izgradnjo, za ureditev pokopališča in izgradnjo nove Mrliške Vežice. Tukaj smo že lani razpravljali kar veliko, kar se tega tiče, tega projekta in nekako smo po razpravah s strani krajanov 4 krajevnih skupnosti, ki tangirajo na pokopališče v Ljutomeru, prišli do zaključka, da pristopimo k sanaciji obstoječe Vežice, ker žal tisti projekt je prevelik zalogaj za realne možnosti občinskega proračuna. In v letu 2012 je bilo nujno pristopiti k sanaciji strehe, zaradi tega, ker je streha zamakala in tukaj smo sanirali streho, vrednost teh del je bila nekaj več kot 10 tisoč evrov. Nedolgo nazaj so bili sanirani betonski stebri na Mrliški Vežici, tako da je že izgled dosti lepši, kot je bil prej. To je stalo malo manj kot 22 tisoč evrov. V letu 2014 pa se po predlogu proračuna, ki ga imate na mizi, predvideva tudi izgradnja prizidka. Ta ideja, ki jo vidite, je tudi bila strani krajanov dobro sprejeta in glede na to, da se približno 2 uri vrši slovo od pokojnika, so se tudi strinjali z takšno rešitvijo, da se tako pristopi. Zraven tega prizidka se bo uredilo tudi kuhinjo, kuhinjsko nišo in pa toaletni prostore, ki bodo možni dostopati tako zunanje kot znotranje strani, da ne bomo več imeli tam postavljenega dipsija zunaj, ker je zelo tak, ne paše v tisto okolje. No, tudi prostovoljno gasilsko društvo v Ljutomeru se je odločilo, da je prekrilo streho. Tukaj veste, da ste po sklepu občinskega sveta prispevek dali v višini 20 tisoč evrov. Ker v občini Ljutomer nam ni vseeno, če boste pogledali malo statistiko, kar se tiče tega izselitve mladih družin, izselitve ljudi iz naše občine, je bilo nujno potrebno nekaj narediti v izogib temu, da bi pač vsi ostali tukaj, kjer smo, oziroma da bi še zanimirali tudi koga, da se priseli v našo občino. Zato smo tudi pristopili k izgradnji komunalne infrastrukture za potrebe naselja Juršovka, uredilo pa se je tudi igrišče. To je bila infrastruktura za potrebe 4 parcel, ki so bile tudi prodane na javni dražbi, nekateri so zdaj začeli graditi, nekateri še bodo, zgradilo pa se tudi igrišče, kot tukaj vidite, to je bilo v vrednosti 188 957. Potem letos se je tudi zgradil vodovod za Mestni Breg in potem se je saniral tudi pločnik, to je stalo 38 516 evrov. Potem smo, kot sem rekla, da se nam ne bi izseljevali ljudje oziroma da jih animiramo, da ostanejo, smo naredili tudi v letu 2011 urbanistično osnovo za širitev stanovanjske soseske Juršovke in tukaj v letu 2014 predlagamo, da se izvede komunalna ureditev za nadaljnjo širitev, kjer bomo seveda lahko že v naslednjem letu, če bomo komunalno uredili po našem predlogu parcele,
da se bo potem tudi pristopilo k, nekatere so že prodane, smo že imeli javno dražbo, nekatere bodo se širile, tako da tudi naslednje leto lahko pristopimo ponovno k javni dražbi in zanimiramo ljudi, da bodo pri nas gradili. Seveda pa je bilo potrebno, glede na novo stanje, ker so se pač hiše začele graditi, zaščititi spodnje obstoječe stanovalce, zato smo pristopili k izgradnji opornega zidu, ker so vse zaledne vode, meteorne vode dejansko zalivale te obstoječe lastnike hiš, in zato smo tudi pristopili k temu opornemu zidu, ki pa je bila vredna 26.300 evrov. Po predlogu za 2014 je tudi zamenjava celotne komunalne infrastrukture za Kidričevo naselje, za tako imenovano Juršovko. Že v letu 2014 je bilo predvideno, da se pristopi k temu. Uspeli smo se dogovoriti z vsemi upravljalci ostale komunalne infrastrukture, od električarjev in tako naprej, da pristopimo k celoviti prenovi tega naselja. Projekti so bili v letošnjem letu izdelani, tudi javno naročilo je šlo, zdaj čakamo ponudbe. Je pa se zgodilo novo dejstvo, ki ga je bilo potrebno upoštevati, obstoječo so že bile, ampak obstoječo fekalno kanalizacijo smo hoteli spustiti v obstoječo meteorno, ampak je bilo v tako slabem stanju, da bo potrebno graditi tako kanal za meteorno kot fekalno kanalizacijo čisto na novo. To pomeni, da se malo podraži zadeva, je pa res, da je bilo ogromno defektov in je nujno pristopiti tudi k temu. Mi smo imeli sestanek z prebivalci in so tudi se strinjali z tem, da se pristopi, glede na to, da smo bili vključeni v projekt trajne mobilnosti, k pripravi prometne ureditve z sledenjem dobrih praks iz drugih evropskih držav in se tudi ta projekt, kar se tiče prometne ureditve, pripravlja, tako da bi se tudi pristopilo po predlogu proračuna k prometni ureditvi v letu 2014. Seveda nismo pozabili na šolstvo, v zelo slabem stanju je bila osnovna šola Cvetka Golar oziroma podružnična šola, kjer imamo otroka z posebnimi potrebami. Naj spomnim, takrat smo seveda šli v projekt namestitve sončnih elektrarn na strehe osnovnih šol. Iz tiste odškodnine smo pristopili k zamenjavi strešne kritine, to je bilo približno 40.000 evrov. Na tej podružnični šoli Cvetka Golarja smo pa letos pridobili tudi nepovratna sredstva za energetsko sanacijo in se je že pristopilo k fasade, k zamenjavi oken, tako da bo ta šola dobila novo podobo in bo tudi energijsko bolj oziroma manj potratna. Ampak v letu 2014, ker senčila niso bila predmet nepovratnih sredstev, smo v predlog proračuna za 2014 tudi dali nabavo senčil, ker pač ni možno izvajati pouka z tem, da na otroke sveti sonce tako močno. Seveda se ukvarjamo tudi z projektom ureditve dovoza do osnovne šole Ivana Cankarja. Tukaj je bilo kar nekaj storjeno, pridobljene so bile ustrezni projekte in v letu 2014 tudi predlagamo 95.000 evrov, da se uredi lastništvo, da se tudi izvede faza, ki bo seveda lahko dogovorjena, da se tudi ta problem otrok dostopa do osnovne šole Ivana Cankarja uredi. V preteklosti so se prenovile ulice, to vam je tudi znano, to je bil projekt, ki je bil vreden 2.100.000. S Krko skupaj smo uredili odvodnjavanje odpadnih voda v industrijski coni, to je bil projekt, ki ga je tudi sofinancirala firma Krka v višini 70%, občina Ljutomer je tukaj dala 43.000 evrov zraven. Seveda smo mogli poskrbeti tudi za šport, rekli smo, da bomo športno-rekreacijski center urejali postopoma, ker pač smo se odrekli enemu projektu, ki je bil tudi zelo neprimeren oziroma nerealen glede na razmere finančnega stanja občinskega proračuna. In rekonstruirale so se garderobe na nogometnem igrišču, tudi fasada na garderobah se je uredila, tako da ima tudi ta objekt čisto novo, prenovljeno podobo.
Seveda pa nadaljujemo tudi z športno infrastrukturo, bi jo radi porihtali. V letošnjem letu nismo bili uspešni z nepovratnimi sredstvi za izgradnjo košarkaškega igrišča in skate steze. To se planira v letu 2014. Tukaj nam pomaga tudi Zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino in nekako nam dobro kaže, da bi se ta nepovratna sredstva naj zgodila v letu 2014. Zato je tudi predlog, da se ta projekt izpelje. Seveda pa smo lastnik tudi kopališča, tukaj je non-stop potrebno nekaj vlagati. Beležimo podatek, da je bilo letos približno 20 000 obiskovalcev, tako da je letošnjo leto oziroma poletje je bilo res zanimivo in je bilo kar ogromno kopalcev. V letu 2011 smo vložili sredstva v nakup filtrov za čiščenje bazenske tehnike, ureditev elektroinštalacij in pa mogli smo izvesti nakup zaščite pred zamrzovanjem olimpijskega bazena. Seveda smo naredili v letu 2013 eno urbanistično zasnovo oziroma idejno zasnovo s pomočjo krajinarjev, saj bi želeli urediti prostor na južni strani kopališča, kjer se nahajajo drevesa. Sedaj je to popolnoma neurejeno, namestile bi se ležalniki in bi se potem tam lahko ljudje tudi pač sproščali, če se lahko tako izrazim. Problema glasbene šole žal v letošnjem letu nismo uspeli rešiti, čeprav smo tudi o tej temi že razpravljali na občinskem svetu. Žal smo pač takrat na podlagi dokumentacije, ki smo jo pripravili, da bi se pristopilo k zagotovitvi prostorov v mansardi osnovne šole Ivana Cankarja, pridobili ponudbe v višini 700 000 evrov. To je bil za nas prevelik strošek in žal smo imeli v proračunu planirana sredstva v višini 200 000 evrov, zato tudi nismo mogli iti v realizacijo le-tega. Tako da smo sedaj se pogovarjali in z predstavniki glasbene šole in tudi z vsemi možnimi, da bi vseeno poskušali, ker pač moramo obstoječi glasbeni šoli dati vsebino, poskušali urediti statiko in pa zamenjati okna, vrata in toplotno izolacijo fasade v letu 2014. Tako da nekaj moramo narediti. Jaz se zavedam tega problema, 2 leti pač morajo otroci hoditi na 2 lokaciji glasbeno šolo in upam, da bo pač po tem predlogu se dalo to izpeljati. Kot vidite, je tudi trenutno v izvedbi sanacija glavnega trga. Tu bi rada poudarila, da to nič ne bremeni proračuna. Občina Ljutomer je vnovčila bančno garancijo v višini 150 000 evrov. Mi smo dobili tudi izvajalca, tako da se bo v višini bančne garancije povozna površina glavnega trga tudi sanirala. V Noršincih in Babincih smo uspeli tudi, se pravi v Noršincih in pa del Babinec, uspeli zgraditi kanalizacijsko omrežje. To je bil projekt, ki je bil vreden nekaj več kot 330 000 evrov. Črpali smo sredstva 21. člena zakona o financiranju občin. Planiramo pa, da bi v naslednjem letu pripravili projektno dokumentacijo še za preostali del Babinec in bi potem v letu 2015 pristopili tudi k zagotovitvi kanalizacije na preostalem delu Babinec. Seveda pa je potrebno v Babincih tudi urediti odvodnjavanje. Dostikrat pač določene odseke poplavlja, tako da se tukaj tudi pogovarjamo z Arsojom, da bi skupaj pač iskali glede na to, da ljudje tudi plačujejo ene položnice, to pa je katastrski dohodek, kako se že reče. No, skupaj z župnijo v Ljutomeru se je prenovilo tudi stopnišče na Miklošičevem trgu, to vam je znano, se vidite, da je dobilo novo podobo. Seveda je tu župnija uspela pridobiti tudi nepovratna sredstva Ministrstva za kulturo, del pa je seveda prispevala tudi občina po proračunu, ki je bil sprejet za leto 2013. Potem smo predlagali v plan za leto 2014 izgradnjo pločnika na Kamenščak, predvsem zaradi te investicije in pa zaradi projekta Porečja Mure ter rešitve problema glasbene šole se predvideva dolgoročno zadolževanje, to sem rekla, da bom povedala na koncu. Pločnik Kamenščak
ste bili tudi nekateri prisotni na razgovori z direkcijo. Tu bi jaz lepo prosila tudi gospoda poslanca, če bi lahko nam malo pomagal z direkcijo, da bi se pristopilo sočasno k rekonstrukciji državne ceste in pa k izgradnji pločnika, kar bi potem to lahko v bistvu se celovito izvedlo, tako da je za plan 2014 vključen tudi predlog tega projekta. Kar se tiče odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Mure, se pravi izgradnja kanalizacije za naselje proti Kamenščaku, smo skupaj z občino Radenci oddali projekt, pripravljena vsa potrebna dokumentacija bila v letošnjem letu in tudi smo oddali prijavo za pridobitev kohezijskih sredstev. Kdaj bo kohezijska odločba pridobljena, ne vemo. Celotna dokumentacija je na ministrstvu na MKO-ju, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, tako da se čaka kohezijska odločba in je tudi v planu za 2014 predviden ta projekt. Potem pa še imamo nekatere odseke kanalizacij na območju skupne čistilne naprave, ki je predvideno v letu 2014, to je predvsem v ulici Viktorja Kukovca, Soboški cesti, Ormoška in pa Kidričevo naselje, kot sem že omenila. Potem pa še imamo predvideno izgradnja kanalizacije v ulici Ante Trstenjaka v višini 15 000 evrov, potem fekalna kanalizacija za ureditev vodnjave meteornih voda v Babinci, to sem rekla, pridobitev dokumentacije, to je višina 14 500 evrov. Ko sem že lani omenila, smo prijavili za pridobitev nepovratnih sredstev tudi komunalno ureditev Pohove poslovne cone. Tukaj smo pridobili evropska sredstva 484 338, projekt je vreden 816 034. Dinamika je bila takšna, da smo v letošnjem letu pridobili ustrezno dokumentacijo, v naslednjem letu pa se gre v izvedbo, ker so nepovratna sredstva tudi pridobljena. Moram povedati, da sem tu zadovoljna. Veliko se pogovarjamo s potencialnimi investitorji in tudi za Pohovo poslovno cono smo že podpisali najemno pogodbo z potencialnim investitorjem, ki je tudi oddal vso potrebno dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev. In pa seveda največji projekt po predlogu proračuna za leto 2014-2015 se bo seveda tudi odvijal, pa je oskrba s pitno vodo sistem C v krajevni skupnosti Ljutomer, to je izgradnja transportnega vodovoda Ljutomer Visoka cona v dolžini 6264 metrov, oziroma to znaša del v krajevni skupnosti Ljutomer, del v kaj železne dveri 639 959,80 evra. Kaj podrobno ne bi, ker sem že pri predlogu proračuna za 2013 seznanjena z podrobnejšimi podatki za sistem C. Žal bi rada rekla, da je pri sistemu C seveda prišlo do izpada določenih odsekov, čisto iz preprostega razloga, ko smo dobili ponudbe, so se določeni odseki, oziroma ko se je ugotovila celotna vrednost, so se določeni odseki morali zmanjšati. Vrednost projekta, o katerem odločajo na nivoju države 50 milijonov evrov, vse, kar je več, odloča Evropska komisija. In če smo želeli dobiti sredstva v tej finančni perspektivi, potem smo seveda morali določene krake zmanjšati na nivoju vseh prleških občin, da smo dosegli 50 milijonov evrov. Vse, kar bi bilo več, bi seveda dolgo trajalo in vprašanje, če bi sploh dobili v tej finančni perspektivi nepovratna sredstva. Nabavljali smo tudi nekaj igral, tako da smo tudi malo poskrbeli za naše najmlajše. Po predlogu proračuna je tudi vaš predlog, ki ste ga že lani posredovali, izgradnjo brvi v parku generala Maistra, to je predvsem mišljeno za naše dijake, ki obiskujejo gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru. In pa še stari dolg eden, jaz sem mislila, oziroma sem si želela, da bi bar zadnjo leto mojega mandata imela počiščene stvari prejšnjega mandata, ampak žal ne. Tu še ostala odprta ena zadeva, odkupa zemljišč 16 000 evrov za okrožišče K2 v Babinski cesti. Tako da je to sedaj tudi v predlogu proračuna, ker pač želimo tudi to zadevo popucati. OPN je sprejete, glede na to, da sem omenila določene širitve stanovanjskih sosesk, je nujno potrebno seveda izdelati podrobnejše občinske prostorske načrte in po oceni smo planirali v letu 2014 dva podrobnejša občinska prostorska načrta, potrebno je tudi sprejeti določene spremembe, korekcije pri obstoječem občinskem prostorskem načrtu, to je predvideno v višini 50 000 evrov. Tako, krajevno skupnost Ljutomer sem na nek način predstavila, kaj smo, kaj bi radi.
Potem v Stročje vasi smo dejansko, glede na to, da so bila uspešno pridobljena določena nepovratna sredstva, naredili več, kot smo obljubljali, ne. Tako da bi lahko rekli, da je zdaj krajevna skupnost Stročje vas v naslednjem obdobju nič, ne, ampak žal moram povedati, da smo dobili ravno pred enim tednom, če vam je koncentracija padla, lahko tudi nareden odmor. Ker jaz bi res rada predstavila, pa potem dala vam razmislek, če smo lahko ponosni na to, kaj smo naredili, pa kaj bi še radi. Je potreben odmor? Ne. Dobro, hvala. No, to bi rada povedala, da smo dobili seveda poziv strani vodstva osnovne šole Stročje vas. Šola mislim, da je stara 4 ali 5 let. Zelo problematična izvedba, zamakajo stene v klete, spokanje so stene, tako da to ni edini projekt, ki ne vem, kaj se bo dogajalo, to bi vas samo rada tako malo informativno seznanila. Smo pa rekonstruirali dovozno cesto v Stročji vasi do osnovne šole, veste, da je bila zelo problematična, tu smo dobili nepovratna sredstva Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Potem smo zgradili tlačni vod tudi v sklopu te ceste, zato ker smo rekli, da je potrebno tlačni vod najprej zgraditi, pa se potem lahko pristopi k sanaciji ceste oziroma rekonstrukciji. Veste, da je zgrajen dom dementnih občanov, tukaj je občina zagotovila zemljišče in pa komunalno infrastrukturo za potrebe doma dementnih, kdaj bo otvoritev, ne vem. Potem drugo leto. Potem se je pa na območju vasi Pristava pristopilo k zamenjavi tako transportnega kot sekundarnega vodovoda, tudi v Stročje vasi in po planu 2014 so še določeni manjši odseki v Stročji vasi, kjer bi radi dokončno izgradili kanalizacijsko mrežje, tako da bo celotna vas Pristava in pa Stročja vas pokrita z javnim kanalizacijskim omrežjem. Zbirni kanal, to vam je znano, ste roke dvignili, da gremo pač pridobivati nepovratna sredstva in tu smo tudi uspeli dobiti sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, to je območno sodelovanje z sosednjo Hrvaško. Projekt je bil vreden malo manj kot 400 000 evrov, dobili smo 100% sofinanciranje, tako da je tukaj pa res bilo odlično izvedeno. En del se je tudi v presiki vodovodnega omrežja saniral, to je z upravljalcem komunalnim podjetjem Ormož, ker so imeli določene težave. Seveda sem rekla, da smo postavili sončne elektrarne, ampak ta odškodnina je šla za streho na Golarju. Potem smo v krajevni skupnosti Kriščanci Šalinci Grlava. Tukaj je bilo izgrajeno kanalizacijsko mrežje. Ta projekt je bil vreden nekaj manj kot 1 milijon evrov. Tukaj smo črpali 23. člen zakona o financiranju občin v višini 577 670 in pa ostalo je pa zagotovila občina Ljutomer v proračunu. Na območju OKS Kriščanci Šalinci Grlava je predvideno v sklopu sistema C tudi izgradnja transportnega vodovoda v dolžini 4000 metrov, kar znaša 691 000 in nekaj evrov. V krajevni skupnosti Cezanjevci smo seveda med obljubami vsi govorili, da bi radi zgradili osnovno šolo v Cezanjevci, tam si jo srčno želijo. Seveda je bilo tudi na prejšnji seji izpostavljeno vprašanje, kdaj bo zbor krajanov, jaz tega nisem pozabila, mi smo s krajani bili 2-krat skupaj, sedaj, ko bomo šli pač obiskati krajevne skupnosti, bomo predstavili tudi idejno zasnovo, ki smo pripravili, tu je ena mala slikica že zgoraj, projektant bo prišel tudi predstaviti idejno zasnovo, potem bodo tudi krajani imeli možnost povedati, če jim je všeč ali ne. Tako da v letu 2014 želimo pač oziroma smo predlagali 115 000 evrov, da bi se dokončno izdelala potrebna projektna dokumentacija in da bi se dokončno tudi odkupila zemljišča. Seveda smo na nek način, glede na stanje sredstev, skupaj z krajani prišli do zaključka, da bi šli v fazno izvedbo, se pravi, da bi se projekt tudi tako po idejni zasnovi pripravil, da se lahko gradi ločeno vrtec, ločeno šola in se potem lahko izvede v več letih, ne v enem letu, ker je pač to na nek način nerealno obljubljati. Bivalna enota za vrtec se je pač zgodila, ker je bila prostorska stiska.
Otroci v Cezanjevci v vrtcu niso imeli igral, tako da smo tudi tam, ko smo pridobili donatorska sredstva strani firme MGT, to sem omenila, tudi nabavili igrala, nekaj se je dalo tudi dodatno iz proračuna, ker so ta igrala kar draga. Zamenjala se je strešna kritina, veste, da je ta blok zraven osnovne šole v lasti občine Ljutomer, tukaj je stanovanjski sklad zamenjal strešno kritino, potem pa seveda so tista sredstva, ki so bila, pač do katerih je bila občina Ljutomer upravičena, če se spomnite 110 000 evrov nepovratnih sredstev, smo rekli, da gremo v prenovo gasilskih domov, 5 gasilskih domov je bilo prenovljenih, med njimi tudi gasilski dom v Cezanjevcih, seveda pa so bili uspešni tudi zlobirati na eni akciji izgradnjo fasade, to pa je najbrž že gospod Svetnik Lipovec povedal. Tako da je tudi gasilski dom dobil novo podobo. V krajevni skupnosti Cven je bil prenovljen zadružni dom, to je nekaj 580 000 evrov, seveda so bila v prejšnjem mandatu pridobljena nepovratna sredstva v višini 295 000 evrov. Tudi na Cvenu so imeli potrebno dokumentacijo, da so se lahko prijavili za ta nepovratna sredstva, ki se je omenila za sanacijo gasilskih domov. In pa pri sistemu C je predvidena izgradnja vodnega vira Mota v višini 433 754, kanalizacijsko omrežje, to je mislim, edina kanalizacija, ki pride v poštev v okviru sistema C, ker je to projekt oskrbe s pitno vodo, tukaj pa se je pač vključila tudi izgradnja kanalizacije v višini približno 1,8 milijona evrov in pa transportni vodovod Ljutomer v višini 743 000 evrov. Mi smo predstavljali ta projekt, seveda je žal izpadla izgradnja vodovoda za naselje Spodnje Krapje, Zgornje Krapje in pa delno tudi Mota, ali kanalizacija, se upravičujem, kanalizacija, hvala za pripombo. Vendar smo na nek način sedaj po predlogu zastavili tako, da bi se v letu 2014 in 2015 zgodila kanalizacija na Cvenu, Spodnje Krapje in pa Zgornje pa po zaključku sistema C. To smo tudi planirali v načrt razvojnih programov. V krajevni skupnosti Radoslavci, tukaj je ena manjša zadeva, ekološki otoki. Na območju te krajevne skupnosti sta se prenovila 2 gasilska domova, so imeli potrebno dokumentacijo tako v Predsednicih kot tudi v Radoslavcih. Seveda so bile med obljubami oziroma je bila izgradnja ceste Sitarovci Predsednici v višini 230 000 evrov, vendar žal po predlogu proračuna tega nismo vključili. Smo pa vključili, glede na to, kaj se je pokazalo čez leto, da še nimajo vsi priključka na vodovod in tudi sistem C ne zajema določenih odsekov in predlagamo 15 000 evrov za potrebno dokumentacijo za izgradnjo javnega priključka na vodovod za 3 hiše v Radoslavci in pa za rekonstrukcijo vodovoda v Predsednicih. Seveda smo skupaj z občino Sveti Tomaž izgradili oziroma preplastila se cesta v Koračicah, to je tudi delno v naši občini, zato je bil prispevek v letu 2014 strani občine Ljutomer v višini 36 000 evrov. Na območju krajevne skupnosti Radoslavci se in pa tudi krajevne skupnosti Mala Nedelja se največ gradi iz naslova sistema C, to je transportni vodovod Godemarci Moravci v višini 171 856, potem vodohram in prečrpalna postaja Radoslavski breg v višini 148 377 in pa primarni vodovod Godemarci Moravci 695 000 pa nekaj. Nekaj se je že začelo graditi v Mali Nedelji, tako da bodo stvari stekle. Potem imamo krajevno skupnost Železne Dveri. Tudi v Radomerju se je prenovil gasilski dom iz teh nepovratnih sredstev. Kolesarska steza, izgradnja kolesarske steze iz Ljutomera proti Radomerju v letošnjem letu ni bila izvedena. Prijavili smo se razpis za nepovratna sredstva. Bili smo zavrnjeni, vendar mislim, da smo bili neupravičeno zavrnjeni. Jaz sem takrat tudi poklicala ministra Židana, smo vložili pritožbo in tudi naredili sestanek z vsemi člani sveta krajevne skupnosti Železne Dvere in se zmenili, da se celotna investicija prenese v leto 2013, tako je tudi sedaj predlagano, in da počakamo na odločitev ministrstva, ki žal ni odločila v 2 mesecih, tako kot ima zakonski rok, ampak to zdaj že traja
malo več kot 3 mesece, da bi dobili odločitev, če smo uspeli z pritožbo ali pa ne. Tako da je celotna investicija planirana v letu 2014 oziroma se prenaša. Seveda pa se na območju KS Železne Dveri v letu 2014-2015 zgodi transportni vodovod Visoka cona 639.959, vodohram s črpališčem Radomerje 152.119, vodohram s črpališčem Radomerje 176.557, vodohram Jeruzalem 221.234 in pa primarni vodovod Radomerček 196.777. Krajevna skupnost Stara cesta. Tukaj imamo rekonstrukcijo lokalne ceste Žerovinci Stara cesta, ki smo jo lani, oziroma letos, se opravičujem, prijavili na javni razpis, vendar žal nismo uspeli pridobiti nepovratnih sredstev, zato smo iz tistih sredstev, ki so bila zagotovljena kot delež lastnih sredstev pri projektu, pristopili k nujni sanaciji najbolj nevarnih odsekov. Tu namreč tudi vozi šolski avtobus, tako da so se zadeve sanirale. In v letu 2014 pač planiramo, da bi vseeno pristopili, kolikor bi uspeli pridobiti nepovratna sredstva k sanaciji celotne ceste. Žal je cesta dolga 4 km in to je kar velika vrednost. Kolikor ne bi uspeli, je naš predlog, da se od gasilskega doma pa mimo vrtca naredi cesta, kot je potrebno. To je tudi usklajeno z člani sveta krajevne skupnosti, zato je tudi naš predlog za 2014 takšen. Zelo problematična cesta je tudi lokalna cesta Mekotnjak-Lahonce. Tukaj smo v 2014 predlagali 5.000 evrov za pripravo ustrezne projektne dokumentacije. No, v Mekotnjaku se je nekaj rekonstruiralo en manjši odsek vodovodnega omrežja, potem se je obnovila javna pot Hujbar, to je iz naslova koncesnine, in pa tudi v Desnjaku. To so bili res taki problematični odseki, kjer tudi vozi šolski avtobus in ker je občina vsako leto upravičena iz naslova koncesnine za vzdrževanje cest od koncesionarja si izgovoriti eno investicijo, smo to izvedli na tem območju. V krajevni skupnosti Mala Nedelja, sončna elektrarna je bila, potem smo seveda, sta se na območju KS Mala Nedelja obljubljale 2 ceste, žal nismo tega predlagali v 2014 leto, se pravi ena cesta v Radoslavci, 2 ceste v Mali Nedelji, smo pa za preplastitev lokalne ceste Bočkovci-Moravski Vrh predlagali 11.000 evrov za projektno dokumentacijo in pa za javno pot Moravci 4.000 evrov. Seveda želimo spodbujati tudi razvoj turizma, čim več bi radi, da bi se vzpostavilo kolesarskih pešpoti in smo imeli tudi z predstavniki Bioterm sestanek, bili so prisotni tudi svetniki z območja KS Mala Nedelja, kjer smo se dogovorili, da bi pristopili k izdelavi idejne zasnove in 6.000 evrov je leto 2014 tudi planirano, potem pa bi se v naslednjih letih tudi zgodili odkupi zemljišč in pa ta projekt smo vključili tudi v regionalni razvojni program za naslednjo perspektivno obdobje. To je na območju celotnega Pomurja, kjer smo seveda vse občine dale pobude za določene projekte in smo ga tudi vključili v regionalni razvojni program. Strani krajevne skupnosti je prišla tudi pobuda in v finančnem načrtu. Predlog proračuna je namreč bil usklajen z krajevnimi skupnostmi, dali so na svoje finančne načrte, tako da ne si misliti, da smo ga delali sami, ampak so bili vključeni aktivno tudi predstavniki KS-ov oziroma članov svetov. Želijo si urediti parkirni prostor pri Mali Nedelji, to je 8.000 evrov, potem so športno društvo uspeli tudi nepovratna sredstva pridobiti pri Fundaciji za šport, da bi si radi uredili športno igrišče, tako da predlagamo, da se jim pomaga v letu 2014 z prispevkom 10.000 evrov. Iz naslova sistema C
pa se na območju KS Mala Nedelja predvideva izgradnja transportnega vodovoda Godemarci-Moravci v višini 337 tisoč in nekaj, vodohram pred črpalno postajo Špindler 149 in nekaj, vodohram pred črpalno postajo Moravski vrh 152 tisoč in nekaj in pa primarni vodovod Godemarci-Moravci 1,2 milijona evrov. Se pravi, to je sedaj predstavitev, kaj smo uspeli, kaj še bi radi po predlogu v letu 2014 realizirali. Sedaj pa še čisto na hitro aktivnosti, ki se tičejo vseh krajevnih skupnosti. Odlok o občinskem prostorskem načrtu je bil sprejet, to sem povedala, predvideva se določena sprememba, ker se pokaže, da bi bile dosti bolj sprejemljive življenjske rešitve. Ogromno se moji sodelavci pogovarjajo tudi s predstavniki upravne enote, da se pač pomaga ljudem čim bolj na enostaven način priti do potrebnih dovoljenj, ker želijo graditi, pa 2 OPPN-ja. Potem seveda vsa investicijska dela, nabava opreme, ki se tičejo zdravstvenega doma, gre vse prek občine in tukaj seveda občine smo soinvestitorke oziroma soustanoviteljke in tudi sofinanciramo nabavo določenih stvari. Mi pripravljamo prijavo na razpis ministrstva in če pogledamo malo po letih 2011, 2012, 2013, je bilo dosti več sredstev tudi namenjeno strani države, strani Ministrstva za zdravje, kot pa recimo zdaj v letu 2014. Seveda zdravstveni dom nam sporoči potrebe in se potem skupaj z mojimi sodelavci usklajujejo, kaj se pripravlja oziroma kaj se nabavlja. Tako da je v letu 2014 predvidena nabava opreme za lasersko terapijo. Nabavil se je najbrž, to ne vem, nimam podatka, ampak v letu 2013 smo seveda za avtobus za odvzem krvi na terenu ste potrdili, tako da se to tudi najbrž upam, ko se je zgodilo. Seveda sredstva, ki jih občina dobi iz naslova najemnine za najem gospodarske infrastrukture, se pravi CEROP Puconce, kar mi dobimo v proračun, seveda mi vračamo zaradi tega, ker še ni zaključena druga faza izgradnje CEROP-a. Direktor vas vljudno vabi, da pridete tudi enkrat pogledati zadeve, v kaj smo vlagali tudi občina Ljutomer. Potem še moramo vedno, nažalost, sanirati in rekultivirati deponijo v Ljutomeru. To je vsako leto odločba MKO-ja, kaj je potrebno narediti in tu je neminovno, koliko stroškov gre za to. Smo rekli. No, rada bi vas čisto tako, da vas malo sprostim. Bila je tudi podpisana pogodba za zbiranje dvoz odpadkov, dobili ste domov tudi obvestilo, da se sedaj pristopa k čepiranju. Če koga kaj zanima, še lahko tudi kasneje vprašate. Nabavljala se oprema za Konjaniški muzej, to je za območje celotne občine. Potem je predvidena tudi nabava signalizacije na državnih cestah po predlogu 2000 evrov. Nabavilo se dvigalo v knjižnici v preteklosti. Seveda, kar se tiče civilne zaščite, delovanja prostovoljnih gasilskih društev po predlogu 2014 se ne znižujejo sredstva, ampak se ohranjajo na istem nivoju. Potem v letošnjem letu sta se tudi nabavili 2 stanovanji, to je stanovanjski sklad šel v nabavo. Zadeve so kar zelo lepo stekle, ni nekih daljših čakalnih dob oziroma tiste najnujnejše primere je tudi pač ta komisija uredila, tako da je to fajn. Nekaj se predvideva v letu 2014, tako da je to. No in glede na vse povedano, bi rada povedala, da glede na to, da pa imamo vseeno, dosti se je naredilo, izhodišča sem vam povedala, kaj je bilo potrebno vse v teh 3 letih usklajevati, strateško proučevati in tako naprej, da če želimo vključiti vse te projekte oziroma planirane investicije in jih nekako izvršiti v letu 2014, žal nismo mogli zaključiti predloga 2014 brez zadolževanja. V 3 letih nismo zadolževali proračuna in prosim, da se ne polemizira o tem, da sem jaz rekla kdaj, da ne bomo nikoli predlagali kredita. Jaz sem vedno govorila, da ŠIC predstavlja dolgoročno zadolževanje, da to je kredit, to je dejstvo. Po drugi strani sem pa dejala, da je občina Ljutomer zadolžena, bila v prejšnjem mandatu v višini 85% dovoljene mase.
In to je mene skrbelo, vendar, še enkrat vam polagam na srce, to je predlog. To je samo predlog. To ni dejstvo, to je predlog, ki smo ga skrbno proučili in smo predlagali po predlogu proračuna zadolževanje za izgradnjo pločnika, za izgradnjo glasbene šole, za delež lastnih sredstev in pa projekt Porečje Mura, se pravi izgradnja kanalizacije Kameščak v višini 1 milijon 200 tisoč. Rada pa bi še enkrat povedala. To pomeni, da bi se v celotnem mandatnem obdobju zadolžili za 1 milijon 200 tisoč. V prejšnjem mandatnem obdobju je bilo zadolžitev za 8,6 milijona evrov. Če se vam ta predlog zdi sprejemljiv, potem boste tudi povedali. Upam, da konstruktivno. To pomeni 7-krat manj v primerjavi s prejšnjim mandatom. Tako da apel mogoče na tiste, ki ste sedeli v prejšnjem občinskem svetu, s poudarkom, da se je naredila visoka vrednost investicij, vseeno pa pridobil kar velik delež nepovratnih sredstev. Seveda smo poskušali s tem predlogom, ki ste jih posredovali in smo vam hvaležni, vključiti čim več v načrte razvojnih programov. Verjamem, da se je lahko zgodila kakšna napaka, kakšna pomanjkljivost, zato bi vas ljudno prosila, da to tudi poveste, da bomo potem pripravili res dober dokument in da je tudi načrt razvojnih programov ne samo zbir želja, ampak tudi nekako pripravljen na podlagi realnih izhodišč. Na koncu bi rada rekla še enkrat zahvalo, kljub temu, da je včasih bila bolj burna razprava, pa sem vam želela sedaj prikazati, verjamete mi, da tudi mi, ki smo dnevno vpeti v to dogajanje, včasih pozabiš, kaj si že na enem koncu naredil, pa kaj še si na drugem in moraš se kar prebijati skozi vse te krajevne skupnosti, da potem vidiš, da je pa nekaj bilo narejeno in lahko tudi s ponosom povemo, da je to zasluga nas vseh. Povedala bi rada, da je predlog proračuna, še enkrat predlog, to ni dokument Olge Karba, to je predlog proračuna, katerega se bom veselila jaz, ne glede na to, kakšni pač bo, upam, da bo dober, kot občanka. To je dokument, ki je strateški dokument za to, da izpolnjujemo obljube, predloge, pobude naših občank in občanov. In jaz bi vas res rada povabila k vsebinski pa konstruktivni razpravi. Predlagam, da odredimo odmor, da se malo zamislimo. Smo si zaslužili sedeti v tem občinskem svetu 3 leta in pa da razmislimo, pa poskušamo še naslednje leto čim bolj trdo delati in se približati temu, kar smo pred 3 leti obljubljali.